Preteklo nedeljo je minilo 23 let od smrti dr. Jožeta Pučnika, ene najpomembnejših osebnosti slovenskega osamosvajanja. Svojim delom, pogumom in jasno vizijo je odločilno zaznamoval zgodovino naše države. Ob obletnici njegove smrti sta se mu na pokopališču na Črešnjevcu poklonili delegacija Slovenske demokratske stranke in delegacija občine Slovenska Bistrica, ki jo je vodil župan dr. Ivan Žagar. Spomin na dr. Jožeta Pučnika so počastili s polaganjem cvetja na njegov grob in se mu zahvalili za vse, kar je prispeval k samostojni Sloveniji. Zbrane je nagovoril predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša. Zdaj opomin na eno veliko razliko med tem, kar je dr. Jože Pučnik bil, in med tem, kar so bili tisti, ki so ga preganjali. Zdaj, dr. Jožeta Pučnika so preganjali tisti ali pa ponosni nasledniki tistih, ki so v verjetno enem najtežjih trenutkov zgodovine slovenskega naroda ta narod vzeli za talca, ki so ga žrtvovali za to, da so prišli na oblast. Dočim je dr. Jože Pučnik prišel iz sodobne tujine, takrat, ko ga je slovenski narod krvavo potreboval in je prišel temu narodu pomagati. Velikanska razlika med vrednotami, ki jih je zastopal on, in vrednotami tistih, ki so ga zaprli, preganjali, izgnali iz domovin. Zdaj, ta pristop dr. Jožeta Pučnika, se pravi pristop, da ti gre za skupno dobro, da ti gre za stvar, da ti gre za koristi in dobrobit slovenskega naroda, skušamo živeti in udejanjati naprej tudi v stranki, ki jo je dr. Jože Pučnik izjemno zaznamoval, pravzaprav postavil v ospredje slovenske zgodovine v ključnem času, ko si je slovenski narod sam pisal svojo usodo in ko je sam sebe postavil na svetovni in evropski zemljevid kot narod s svojo državo. Zaradi tega je naziv, ki mu ga dajemo, s katerim ga opevajo zdaj tudi pesmi Oče slovenske države, tisti stavek, zaradi katerega se vsako leto tukaj zbiramo ob njegovem grobu. Dr. Jože Pučnik počiva v skromnem grobu, tako kot velikanska večina tistih, za katere se je boril v svojem življenju. In zdaj ta skromnost nič ne znižuje veličine njegovega dejanja. Pravzaprav je to nekaj, kar ga povzdiguje na tiste, ki so si skušali z marmorjem pa bronastimi kolosalnimi spomeniki postaviti spomin, čeprav si tega spomina v takšnem smislu ne zaslužijo. Torej, hvala vsem, ki se vsako leto srečujete tukaj, ki prihajate sem na grob očeta slovenske države z mislijo: hvala ti, oče slovenske države.